Lana, živijo, lepo pozdravljena, dobrodošla med nami. Moram priznati, da bo tole prvič en tak eksperiment, ne vem, upam, da nam bo ratalo, da bomo si v miru lahko ogledali tvoj film. Oziroma, film ni samo tvoj, ne, ker v bistvu film je avtorsko delo oziroma več ljudi dela, ne? Tako, ja, žal Jureta pa Nike danes ni, ker imata oba dva predavanja, no. Tako da, Lana je absolventka AGRFT-ja, doma je iz Grosuplja. Jaz, ko sem za ta film sem prvič slišal, leta 19 je bilo, ne, na filmskem festivalu v Portorožu ste ga predvajali, a ne, in kakšen je bil odziv? Mene sicer takrat ni bilo tam, je mogla Nika montažerka poročati, pa Mija je bila tudi na premieri, ampak se mi zdi, da tako, da je do ljudi prišel. Čeprav je bil predvajan v eni taki manjši dvorani, se mi zdi, da mislim, vsaj Nika pa še en prijatelj je bil, da sta kar tako, ker ponavadi se zmeri kaj šuška med filmom, da tukaj se ni nič, no. Mogoče sploh zaradi tega, ker je tak tih film, ker moraš zares ful gledati pa poslušati zraven, sploh kaj se zgodi, a ne. Kje je bila ta premiera? V Portorožu, na festivalu slovenskega filma. Okay. Pa smo nazaj. Halo? Smo tukaj. Smo tukaj, Dušan, smo. Super, hvala vam, da ste preživeli tole projekcijo z majčkim s težavami, ampak Lana, hvala, da si nas nekaj novega naučila s tvojim filmom. Je bil tale na YouTubeu, ko sem ga gledal, ja? Ja, to moram zdaj povedati, da se Lani opravičujem. Mi smo, ko smo eksperimentirali tale posnetek... Evo, zdaj sem pa not. Aha, evo, Silva. Smo dali film na YouTube in je gor pol ostal. In prvi hip, ko smo to videli, to je bilo, ne mogoče, 20 minut, pa približno smo ga takoj vrgli dol, ker smo ga potem dali v zasebno, ko smo gor montirali, a ne. Tako da zdaj ta film ni več na YouTubeu. Ti si bil res goli slučaj. Ja, res je, to je bil mogoče ene pol ure je bil gor, ampak je že nekdo našel in ga je sharal, ne, to je bil Mitja Srebrenjak na strani slepih, pomagamo Slepih Sloveniji, ja. Ja. To se pa novice hitro razširijo, ali kaj? Ja, izgleda, da, ne. Je pa tako, sem se jaz pogovarjal, zdajle trenutno nimamo denarja, ampak bi pa res ta film bi pa mogoče malo odkupili avtorske pravice, da bi ga lahko tudi mi za našo promocijo, če si za to, da se zmenimo v tem smislu, ker meni je to, jaz sem videl dosti filmov na slepoto, na temo slepote. In če se spomniš, ko sva se srečala v kinoteki, ko je bil tisti večer čudovitih filmov AGRFT-ja, sem takoj rekel, da tole je pa fenomenalni in da ta film mora slepi videti, a ne. To je bilo dejansko 1 leto nazaj že. Ali kdaj je bilo? Začetek 2020, a ne? Ja. In potem v bistvu ste se še celo vi odločili, da ga boste res prilagodili za slepe, a ne? Daj malo to povej, kako je to potekalo. Ja, v bistvu, po mojem, mi smo že takoj na začetku, mislim, vsaj jaz sem vedela, da bom delala tehnični opis za slepe, zaradi tega pač glede na to, da je itak dokumentarec o slepih, se mi zdi, da pač bi bilo fajn, da ga tudi oni vidijo, sploh glede na to, da je film toliko vizualen in tudi tako je posnet, ful je nekih detajlov noter, ful se osredotoča na barve, in se mi zdi škoda pač, da bi to slepi zamudili. Pa je pa tudi Jure, snemalec, v bistvu že delal par projektov s slepimi in je nekako nas povezal z Matejo Vodeb, pa smo se v bistvu pol pač povezali, pa smo naredili ta tehnični opis, no. Ne, mislim, to je res.
Zdaj, seveda, jaz se moram malo predstaviti, najprej. Zdaj, res, zadnjič mi je Rok rekel, da je menda celo bil tukaj na obisku. Rok je naš tehnik, ki moram ga pohvaliti, da brez njega tale Zoom ne bi tehnično bil tako dober, kakor je, ker je, da pomaga. Je rekel, da tale tisko je s tabo delo z belimi kopalkami, menda zvok ali neke stvari je bil tukaj z njim, na neki prenašal studio delal. A res? Po moje, da Gal, a je bil Gal? Ne vem, jaz ga nisem videl. No. Je pa škoda, da ti ta bele kopalke, v bistvu s katerim si prišla na AGRFT, dejansko ne maraš, praviš. Ne. Zakaj? Ta film je recimo dobil nagrado, potem tule gledam, je dobil nagrado za odlično izdelano fotografijo, montažo in scenarij na nekem festivalu Mali slon. V Mariboru, ja. Ja, zakaj ga ne maraš? Pač saj veste, kako je z avtorji in pač prvimi izdelki, katere pač, ne vem, mislim, prerasteš na nek način. To je dejstvo. To je dejstvo, no, ampak se vse to ukomponira, ampak ti si bila takrat, si delala srednjo šolo za oblikovanje, tvoje področje je bilo fotografija, Ja, mi smo dobili video dejansko v 3. letniku srednje šole, pa smo imeli enega profesorja. Halo, Samečken, nekomu tole dela. Zakaj si ne izklopijo teh mikrofonov? Dajte si izklopiti, čak se bomo pogledali. Ti nam to naredi, ti nas ugasni. Bom. Prosim, ker je to pa res nespoštljivo, da so Tole je, govorniki. ne, da jaz takoj pojasnim. Tole je v bistvu nekdo, ki mu šteka mikrofon, žal je sicer ne vem, kdo je, ampak nekdo, ki bi si lahko dal 20 € pa si kupil normalen mikrofon, ker hoče nekaj povedati in mu skozi šteka, verjetno, ne vem pa, kdo je, mogoče se vidite, vse bomo. Izvoli, Lana, nadaljuj, prosim. Ostali smo že, kje? Kje smo ostali? Ja. Letnik so dobili film, ne? V belih kopalkah se pogovarjamo. Ja. V 3. letniku, ko ste bila. Ne, mi smo imeli enega ful fajn profesorja, ki nas je znal ful motivirati, pa smo pa začeli kar hitro snemati. In ne vem, pa me je to toliko noter potegnalo, da sem od takrat ostala v filmu. Pa sem se v bistvu pol čist... V 4. letniku sem jaz mislila, da bom še zmeri fotko delala, zaradi tega, ker pač na srednji šoli, na kateri sem bila jaz, si imel narediti za to zaključno nalogo. Ni bila klasična matura, ampak je tista pač, da imaš nek izdelek za narediti. In sem jaz še v 4. letniku mislila, da bom delala fotografijo, zaradi tega, ker so se ful mešali profesori pa tako in so bili nekako boljši profesori. In meni je bilo takrat v bistvu tudi glavno to, da nekako se imaš fajn v procesu. V 4. letniku je šel pa ta fajn profesor stran, no? V glavnem, in pa sem se zadnji trenutek v bistvu odločila, da bom delala film, zaradi tega, ker sem bila pa na enem rojstnem dnevu z eno kolegico, pa sva se pogovarjali v bistvu v tej zgodbi, kaj se dogaja, pač ona je trenirala takrat odbojko, jaz se nisem več. In je v bistvu pač mi malo opisala situacijo, da je v bistvu ful težko je trenirati pa hoditi na tekme, ker pač je v bistvu vse zmenen. Trener je podkupljen in bla bla, v glavnem, in pa sem jaz nekako inspiracijo dobila za bele kopalke in sem o tem pisala in sem pa o tem film naredila. No. Čisto tako je do tega prišlo, no, da sem se jaz nekako odločila, ker sem se tudi ful sama videla v tej zgodbi, ker nekako se je ista stvar dogajala, ker sem še jaz trenirala, tako da to je ta zgodba, no. Se gre pa o plavanju, no, ne vem, plavanje je bilo meni že tako zanimivo. To je bil prvenec, Lana. Ja, mislim, sem že prej delala filme, ampak ta je bil pa pač prvi tak večji. Prej so bili od 2 do 4 minute, ta je bil pa pač 15 minut, pa igranje bil, no. In ti, zdajle sem se spomnil, se lahko sprašujete, pač
tisti, ko znate oklapla, da ne bomo imeli probleme z tem. Skratka, zadnje čase opažam, da na AGRFT kar nekako dobiva nagrade, a ne, je kar zgleda, da je ta naša AGRFT postala kar ena cenjena in kvalitetna akademija. Včasih smo sanjali o FAMU, a ne, v Pragi. A si ti tudi kaj razmišljala? Sem razmišljala, da bi šla ven, ja. Mislim, še zdaj razmišljam za magisterij. Samo moram še malo premisliti. Mislim, AGRFT ti da super neko osnovo, medtem, ko pač vsi vemo, kakšna je situacija v Sloveniji s filmom, sploh pa zdaj, a ne, v zadnjem letu. In mogoče zaradi tega ena sošolka je šla na FAMU študirati zdajle. Mislim, ker recimo, zdajle, ker v kratkem času sem prebral, da je Tereza dobila nagrado, ta film Tereza, ko smo ga gledali, Terezija, ja, pa Kukla je dobila za ta film, pa potem Gaja Naja, Rojec, ne, pa njen fant sta dobila nekje v Kanu, a ne, ki je bilo tudi tvoj film, navsezadnje je dobil kar nekaj nagrad. A lahko to malo pojasniš, kaj se to tako fajn dogaja na tem AGRFT-ju? Ker zadnje čase sicer slišimo slabe novice, ne, ampak pozabimo na tisto, pa dajmo se pogovarjati o dobrih, a ne? Mislim, v zadnjem času se mi zdi, da ne vem, ali so toliko neki sveži avtorji, ki imajo pač nek svoj pogled na to, da imajo neko svojo vizijo, pa da znajo to pripeljati do konca, ne pa držijo neko, ne vem, koherentnost. Po mojem, da se je to spremenilo, no? Da ne toliko. Je pa res, no, da se je tudi ful katedra za kamero spremenila in se mi zdi, da so filmi veliko bolj vizualni ratali v zadnjem letu, v zadnjih 2 letih. Tako da po moje je tudi to del, ki pač pridobi, glede na to, da film je vizualen in audio delo, ne? Sem dosti odgovorila. Ja, v redu. Kako? Slika in zvok je film. Ja, tako. Ne, se pogovarjamo, a ne? Hotel sem reči to, v bistvu, kako pa to, da si se odločila, da boš delala film o slepoti in slepih? V bistvu čistko osebno. Zaradi tega, ker sem imela od zmeraj probleme z vidom in nekako me je zanimalo, kakšen je pač svet slepih. Mislim, toliko mi je bilo nepoznano, pa valjda, da se pač vprašaš, kaj če bi pa jaz enkrat oslepel. Mislim, sploh glede na to, da pač delaš nekaj s svojimi očmi, pa da pač si konstantno napreži z temi vizualnimi impulzi. Pa sem pa v bistvu spoznala Luja, pa se mi je zdel ful zanimiv. Prebrala sem par njegovih knjig. Luja sem zdajle že po moje 3. prebrala tvojo ta prvo knjigo in se mi je ta zadnji konc v našem filmu, ki smo ga zdaj delali ful dotaknil s temi Rolling Stonesi, šele zdaj vidim za 1 leto nazaj, koliko dejansko je to močna izjava. No, v glavnem, ja, pa sem pa v bistvu hotela nekako tudi različne generacije vključiti v film. Sem pa še Damjana pa Mijo spoznala, no, in pa smo nekako začeli sodelovati, ful smo se začeli družiti, ratali smo prijatelji vmes med filmom, no, tako da se še danes slišimo. Ja. Luj. Ja. Evo. Luj, zdaj tebe, Lana te je malo izvala, pa zdaj ti povej, kako ste sodelovali. Pa Rolling Stones na koncu pojasni. Luj? Je šel na mute, se mi zdi. Ja, zgleda, da je. Sam ni, mislim, ne kaže, da je. Ne, Luj? Ki pa si? Luj, se slišimo, izvoli. Ja, slišim vas, ne, da je oviče mene tudi. Mi tebe tudi, izvoli.
Ok. Ja, kaj pa jaz ne vem, kako so danes pa to najbrž ona bolj ve, kaj jaz, ne. Verjetno je telefonirala, pa kaj povedala, pa je mene zanimalo. Drugače jaz poznam profesorja za kamero Simona Tanška, Ja, ki je Tanček v naj bi jaz Hrastniku poznal. doma, enih 200-300 metrov stran od moje tašče. Tako, no, Ja, slabo te bodeh slišim. ločimo. No, a me dobro slišite v redu? Slabo, prekinja. Ful te ven mečete Ja. ven, slab internet je. Network, ja. Ok. Ja, ne vem, zakaj Adek, prekam, ampak kakorkoli, najbrž je bilo tako, eno srečanje na tak način, pa smo pa začeli o tem govoriti. Jaz sem rekel, da bi bilo zanimivo za ljudi, mogoče po kakšni moji knjigi, tako, kar sem 45 da bomo knjigo ja, slabo je. najprej po Miloš Forman, pa tako naprej. Vse take scenarije, ki jih ima človek, ne. Ampak jaz imam že nekaj izkušenj s filmom, jaz sem pred Luj, zelo slabo te slišimo. A se lahko premakneš ti kam, da boš imel boljši signale? Kaj zdaj, se slišimo ali se ne? Ja, ampak piše, Kaj? da ima zelo slabo prekinjate, veš. Pol stavka slišimo, pol pa Ne ne. vem zakaj. Piše, da imaš slab internet. Ja, kaj če bomo vedeli. Kje pa si? Nuš, kako bomo naredili. Ok, Čakaj, bomo nekaj probali zrihti. no pa premakneta, ja. Zdaj, Zdaj sem slišala. Ana, medtem ko si Luj tole rihta, Mijo pa Damjana si dobila v zavodu, a ne? Si poklicala, ne? Ja, v bistvu sem ravnateljico kontaktirala, pa zaradi tega, ker specifično sem hotela delati pač z ljudmi, ki so vid izgubili, ne s tistimi, ki so bili rojeni slepi, ki me je v bistvu zanimala ta tranzicija, pač, da imaš vid, pa ga pol nimaš, da ga izgubiš. In v zavodu sta bila dejansko samo Mija pa Damjan, vsi ostali so se pa pač rodili slepi, no. Tako da je edina opcija to ostala, no. No, pa mislim, da izbor ni bil švoh, ne? Da si imela srečo, ne? Ker sta oba čudovita, ne? Čudovite mlade osebe. Ampak slepoto si se prvi srečala, ko si film delala. Ja, na tak način. Mislim, v Ljubljani Mislim, Mojco v Kekcu si videla, a ne? To ja. Ampak v Ljubljani sem parkrat pač opazvala te slepe ljudi, pa sploh te talno-taktilne smeri za hoditi, ne. Tako da, da bi imela pa opravka prav, da bi koga poznala, ki je bil slep, to pa ne. Aha. Ne, ker hočem vprašati, kako se ti je delati z slepimi je ena specifika, ne? Je problema, ne? Zdaj me pa zanima, kakšne probleme ste imeli, recimo, običajno rečeš, slej tam je, ne? Ja. Pa, ne, tukaj moraš pa dobesedno ga za roke prijeti in ga tja peljati, ne? Ali pa reči tam na koncu predora, ne, ko na koncu predora pojdi proti koncu predora in v kateri smeri, ne. Ja, komunikacija je specifična, ne. Mislim, pri filmu je itak zmeri tako, ker ti imaš neko kamero ali pa kader ali pa nekaj tako, moraš nekako osebo nastaviti, da bo dober v kompoziciji bila, ne. In to je bilo mogoče pri slepih najbolj izziv, zaradi tega, ker pač glede na to, da so oni najbolj navajeni, pač, da te primejo za roko ali pa za ramo, da jih ti vodiš do tja, je mogoče tukaj malo več časa vzeli, da smo šli na tak način, zaradi tega, ker tudi jaz nisem hotela biti nespoštljiva, pa jih prijeti pa prestaviti, ne. Ker recimo to bi naredil pač z videčo osebo, zaradi tega, ker pač najmanj časa v bistvu porabiš za to, ne. Ker je pač čist neka by the way stvar. Tukaj pa pač nisem hotela biti taka in v bistvu smo mogoče malo več časa porabili za to, pač, da smo naštimali vse, ali pa sploh mogoče, da se je razložili, kaj bi jaz želela imeti v tem
posnetkov, pa sem mogla malo več opisati, na kak način, pa kako, pa koliko hiter, pa tako. Sploh recimo pri tistem tunelu, zaradi tega, ker Dame ni imel po tleh čist nobene stvari, da bi vedel, kako naravnost hoditi. Pa smo pa recimo nasul po tleh kamenčke, da je on vsaj vedel približno, kam gre, ne? Ker drugače je bil tisti tunel čist pač brez vsega. Tako da, ne vem, smo imeli tudi primere, ki smo ga na začetku poslali, pa je pa čist na desno zavil, ne? Tako da svaka čast vsem, ki so se sploh spustili v to snemanje filma, no. Jo, to se spomnim, ko si pripovedovala, tisti tunel, ki naj bi bil zapuščen, se je na koncu izkazal, da pravzaprav ni zapuščen tunel, ne? Ja, pa smo imeli pa, mi smo še ta tunel celo zapirali, pa smo tisto tako ful veliko plahto gor dajali, zato da se iz ene strani ni videla pač svetloba. Pol v tistem pa pride en kamion, pa pride en buldožer, pa vse to odmikati, pa gremo čez, pa tako, joj. To so bile štorije. Je ta tunel, za kjer tunel to gre? To je v bistvu proti Škoflici, ko se gre na Janče hoditi, no, ko je en peskokop. Pa je tak ful velik tunel, ampak sobota je bila, pa predvidevali smo, da pač nobenega ne bo v soboto ob 7 zjutraj, ne. Pa zelo veliko prometa. Ok. Zdaj sem pa jaz spet na ta pravi liniji, zdaj pa upam, da bo v redu, ne? Ajde, zdaj te pa slišimo. Ja, no, spoznala sva se znala tako, da naj je Simon Tanjšek spoznal, on je tam k nam hod kositi travo gor, tašči pa to. Res pa je, da moram še nekaj povedati, jaz sem tole punčko Mijo poznal, ko je bila stara 3-4 leta, ker je njena babica ima vikend 50 ali pa še manj metrov daleč od naše hiše v Hrastniku in jaz sem jo takrat še poznal, ko je še videla. Pa je pa nenadoma začela slepeti, 1, 2, 3, pa smo še en tam konzili naredili za eno zdravnico, ki je meni leta 70 drug uho amputirala, doktor Jerucova, ki je zdaj žal že tudi pokojna. No, in tako da je punčka pravzaprav tako prijetno delovala, ko je oslepela, ne, da sem jaz rekel, no, s tele punce pa še nekaj bo in zdaj očitno kaže, da res bo. No, pa ne vem, pa je pa Lana nekaj začela razmišljati o tem, da bo nek film delala, če bi. Se rekel, zakaj pa ne, dajmo, ne. Čeprav jaz imam tle en psihološki problem, ne. In to, da jaz kažem, da z orlom sedim ali pa šah špilam ali pa to, ma to je stvar, ki bi jo morali kazati ljudje, ki so pol leta slepi, leto, pa še vedno sanjajo, da bojo drug let spet videli, koliko je Dragan Kobilica tam 2 let govoril, kako bo naslednje 14 dni ali pa naslednje 2 meseca že spet kaj videl. Ampak da smo vsi, ki smo oči kdaj izgubljali misel, sej, čez kakšen let bo pa že dober, ne. Jaz mislim, da sem jaz toliko drugih stvari naredil, da se pravzaprav ne želim o tem sploh pogovarjati in mi je zoprn. Pride novinarka pa prav, dajte pokazati, kako nalijete kozarec vode, dajte pokazati, kako otrokom jajčka pečete, pa take finte, pa jaz jih nekam pošljem, pa še v spalnico bi mi rad prišli not, pa ne vem kaj. Mene bolj zanima, no, kada se pogovarjamo o literaturi, kada se pogovarjamo o socialnem položaju slepih, sploh invalidov v državi in take stvari. Ampak tukaj sem pa prijel zato, ker te izkušnje nisem imel, ne. Jaz sem tam v filmu Naš človek Jožeta Pogačnika nastopil, to je že bilo leta 1984, pa v en TV drami Dan kot vsak dan Dušana Prebila, kjer sem igral šefa pevcev, tega na pogrebih pojejo, pa tako naprej. Na tokrat je Lana tako v bistvu vztrajna, ne, ker vztrajnost pa ima in z nje bo še kaj rata, boste videli, ne, zaradi tega, ker je vztrajna, pa mislim, da je to dobra. Je se rekel, no, pa poskusimo, bomo videli, kaj bo iz tega ratalo, ne, in kakorkoli. In potem sem z velikim zadovoljstvom opazoval, ko mi je Simon Tanjšek vsakič, ko smo tam za mizo jedli, ki je takole pri moji tašči, ponovadi imamo malo južne skupaj,
in mi je povedal, a veš, zdaj pa Lana mi telefonirala, da so pa v Avstraliji zmagali, zdaj so pa v Kanadi zmagali, zdaj so pa v Nemčiji zmagali s tem filmom, kaj pa vem, ki je vse, ne, zdaj, no, poglej, kdo bi si mislil, ne, da naredi tak film še toliko atrakcije povzroči, ne, in je pa res, da smo se kar fajn zastopili, tudi z Niko montažerko, pa mislim, da je bil Jure, ja, fotograf, ja, odlično. Tako smo bili ekipa, da ni bil ben nič živčen, ne, ker ko je Lana meni rekla, ti, kaj pa če bi pokazal še kako šah igraš, bi jaz najbolj rekel, ne, kačem je zdaj šah, dve tike, enemu dobremu šahistu ti bi pokazal, kako šah igra na pamet. Ali pa, ne vem, za pisalni stroj, tisti mi je bilo pa res zoprn, ne. To se pa spomnim, ja. Pa me pa Lana objela, pa je rekel, daj naredi to za mene, veš, ker to bo dobro, te filmu v redu. Da se je rekel, ajde, dobro, ne bo, pa bom še to naredil. Pa mi je bilo zoprn, res mi je bilo zoprn. Najbolj lušen mi je bilo še, no, zoprn mi je bilo tudi z bendom, ker smo tam se postavljali. Tisto postavljanje gre meni na živce, ker predolgo traja, ne. Pa še vaje mi motijo čas, ne. Ampak na orglah, tam sem pa rad igral v ščenski cerkvi, tam me pa ni bilo stan za spraviti, ne. Je bilo, fajn je bilo, no, v redu, fajn smo si, pa smo se, mislim, da smo se tudi na eni taki zaključni, kaj pa vem, zakuski tam v Križankah srečali, pa mislim, da smo se potem še enkrat dobili tle v Šiški. Tako, no, fajn, ekipa je bila dobra, tako da je bilo kar prijetno, no, narediti film. No, zdaj se pa, ne vem, če je Lana že kaj govorila, ampak zdaj se pač nekaj pogovarjamo, da bi mogoče iz mojih prvih 2 knjig en film naredili, da bi bila interakcija dočec, Lana, to pa ti pove, no. Ja, to sem že prej malo omenila, ja, da sem po moje žene 3. prebrala to knjigo, da sem se začela že stvari izpisovati ven, no, tako da je par fajn momentov. Sploh, kaj je zelo specifičen čas, kaj je, 60-ta, 70-ta. Ja, to, 60-ta, ja. Sploh potovanje z letali, pa tako, no, pa opazovanje recimo Londona. Tisto mi je bilo zelo zanimivo. Tudi meni, predvsem to, da sem videl z Angležine 3-krat bolj grde ženske kot Slovenke, ne. Pa še malo so se mi zdeli nori, ki po napačni strani vozijo, ne. Ampak jaz sem imel takrat 14 let, jaz tega nisem vedel, da London pa Švedska, da imajo še po levi vozijo. Švedska je pa 69 to ukilna. London ima pa to še zdaj, ampak pol mi je bil s časoma to jasen. Začetka me je pa London totalno šokiral, ne, ampak to je fino. Segam še zdaj redke, čeprav ne več tolikrat, ker je London ratal umazan, smrdljiv, naporen in jaz sem po 2 tednih Londona tako zmaten, da sem še v hotelu ležim. Grem pa rad v Manchester, zelo rad grem pa rad v Liverpool, šel tudi parkrat in tako naprej. No, ampak pustimo to ni višen. Fajn je, da to punco, ki ste videli, to je Mijo, ne, zdaj mislim, da že na gimnazijo hod, ne. Ja. No, ta punca pa mislim, da bo mene presegla, glede, da o meni govorijo kot čudežu, pa o nekomu, ki dela to, pa ki dela pa dela tretje. Jaz nisem nič posebenega. Jaz sem pač sam človek, ki nekaj delam, pač me zanimajo stvari. Ta punca boste pa videli, bo pa naredila še ogromno stvari, bomo še velikrat slišali o njej. Lana, se strinjaš? Se strinjam, ja. In ko sem jaz, ko smo imeli tam v kinoteki predstavo Dušan, ne, spomniš? Ja. Sem jaz pol vstal, ker sem bil pač edini od sodelujočih igralcev, ne, recimo. Tako. Jaz sem vstal in sem se obrnil proti publiki. Sedela smo v prvi vrsti, smo sedela, ne? Ja. Izvoli. In še preden se začel govoriti, je dvorana ploskala in to je bil po moje 3-4-5 minutni odprt aplavz na sceni. In takrat sem jaz pa rekel, škoda, ni moja žena zraven, ker zmeri govori, da skozi pred praznim dvoranam nastopam, ne. Ampak v bistvu je bilo hec, ne, ampak so bili ljudje, takrat sem videl, da so bili res navdušeni. Nisem bil jaz tako bistven. Bistven je bil film, ki je bil dobro narejen, ne, in ki je recimo relativno dosti pokazal o slepih tistim, ki vidijo, ne. In to je važno, ne. Naša naloga slepih ljudi je, da povemo ostalim, ki vidijo, da je pojem slepote grozljiv za tiste, ki vidijo, za nas pa ne, za nas je pa to relativno spremni pojav, ki se mu moramo pač prilagoditi in živeti z njim. Zdaj, tisti, ki nimate sreče,
je pač revež, ne. Tisti pa ima, pa iz slepote celo kaj naredi, ne. Ampak mi moramo osveščati ljudi, nas skozi opazujejo. Če se mi napijemo, smo bogi revčki, smo se napili, ker smo slepi, reveži trpimo. Če ga mi kaj pulomimo, je spet druga in tako naprej. Ampak ni. No, pa mi vemo o slepoti marsikaj, zato jaz ne bom tega predaval. Če bo pa ta film se začel res delati, o katerem Lana govori, sem pa jaz rekel, da bi jaz rad bil pa neke vrste stranski mentor, ne mentor ali pa saj Svetovalec. Producent. ja, svetovalec, ja, če bom pa videl, da stvari tečejo, sem pripravljen biti pa tudi delno producent, ker to je najbrž projekt, ki ga dosti košta, ne vem, če sem pa lih toliko bogat, da lih toliko ne vem, če imam, ampak imam pa druge načrte, ampak tako je, no, če se bo kazalo, da bi znali, da bomo z prave strani zagrabili zadevo, pa bom jaz tudi kot producent sodeloval, ne, in ker me to zelo zanima, čisto iz tega psihološkega momenta, da to ljudje spoznajo, da jim slepota ne bo samo groza, ampak da jim bo recimo na nek način lahko tudi nek zanimiv pojav, ki ga je zanimiv opazovati. Okay. V redu, Luj, hvala. Meni se Rekel, zdi, ne groza, ampak tabu tema. Kako, Zlatko? Da je slepota za videče tabu tema. Ja, res je. Ne več. No. Včasih je bila, jaz sem zato uspel, še to mi rekel, zakaj sem jaz uspel s prvo knjigo, pa z drugo. Mi Bernarda Jeklin naredila take intervjuje, da sem bil takoj zvezda, poleg tega mi je pa še Ivan Bizjak, tudi pokojni, žal, šef Prešernove družbe. On je meni tiskal prvo knjigo v 10,000 izvodih, drugo pa v 35,000. Si predstavljate, danes je 1000 izvodov relativno dobra naklada. Jaz sem pa 35, to je bilo razprodano v nekaj mesecih in to je v redu, ne? Ampak zakaj? Zato, ker sem pomešal dva tabuja, spolnost pa slepoto, ne? Skratka, dve stvari, o katerih se najraje ne govori, ne? Ker se ne spodobi govoriti. Jaz sem pa tak pacek, da pa nekaj o tem govorim. Luj, prosti, mi da se še bova tako pogovarjala enkrat v okviru tega Zooma, tako da boš lahko te stvari vse povedal, se ti opravičujem, ko sem te prekinil, jaz bi dal še besedo še komu drugemu. A bi še kdo kaj povedal? Lahko, Dušan, jaz tudi. Ja, Lana, a ti še imaš čas, ker si mi rekla, še da 5 minut, ja. Ok, izvoli, Slavica. Ana, jaz bom rekla, res čestitam za ta film. Škoda, žal mi je danes, da ni tam mladih dveh tukaj, ker za njiju bi imela kar nekaj vprašanj, ker ste zdaj ravno v razcvetu mladosti. Ampak me zanima zdaj ta relacija slepota pa barve. Meni je namreč kot tudi nekoč videči osebi zelo všeč, da se v tej povezavi izgube vida toliko barve omenjajo oziroma celo poudarjajo, ker jaz ne vem, jaz še vedno, kljub temu, da že 25 let ne vidim, še vedno so mi te izredno pomembne in zmeraj ali pri oblačilu mi je prvo vprašanje, kakšne barve pa je, tako da to je med slepimi kar dostikrat začudenje, tako da res malo povej o tem. Ne vem, to, kar ste zdaj omenili, meni je bilo recimo to dosti, pa da imam zelo samoumevno nekako imeti tako misel na izgubo in pol kako, ne vem, kako si zapomniti tudi barve, pa kako zdaj še vedno videti te barve. Sploh ne znam zares tega pojasniti, sam ker smo recimo imeli začetne pogovore, kako naj bi ta film izgledal, vem, da sem jaz rekla, da ful želim, da je barvit, pa da je drugačen, pa da je zelo vizualno poln, čeprav pač govori o slepoti, zaradi tega, ker se mi zdi, da glih s tem filmom nekako, glede na to, da se govori o slepoti, sem hotela izpostaviti lih to, kaj nekako so slepi izgubili s tem, ampak hkrati je pa še zmeri... Zdaj pa imaš mogoče možnost, da ti izkoristiš. Kaj da? A je to vprašanje? Ne. Nekje nekdo drug govori. Ok, da nekako še zmeri to
ostane v posamezniku. No? In tudi, ker so vsi trije v bistvu opisovali, kaj imajo od vizualnih spominov. Recimo Mija je opisovala, da si ona zmeri hiše nekako, če govoriš o hiši, predstavlja pač, da imajo rdečo streho pa neko pač belo fasado, zaradi tega, ker je tudi ona imela se mi zdi, da tako hišo Pa in zeleno predstavo o ograjo, tem. ne? Ja, pa zeleno ograjo, tako. In nekako, ne vem, po moje je to bilo meni tako samoumevno, jaz želim tudi to vključiti v film, no. Sploh glede na to, da pač izhajam iz poklica pač filmarja, ne. Tako da ja, nimam nekega koherentnega odgovora glede tega, no. Ja, mislim, meni je to ful dobro, zato ker jaz že tudi pri audiodeskripciji, če dostikrat opažam, da je premalo poudarka na barvah. Ne, češ vse za slepe, to ni pomembno. Zdaj pač seveda normalno dve skupini slepih, to vedno rečemo. Oni, ki so prej videli, pa oni, ki so se slepi rodili, to je bitna razlika, ne. Ampak mi je to všeč, ja, da si vztrajala na tem barvitem opisu. Ja, meni se zdi, da tudi veliko detajlov dodalno. Ne vem, kako je sicer to za vas, ampak sem že od par ljudi slišala, no, da kar zajame, no, pa da si lahko dejansko dobro predstavljaš, kaj je v sliki. Super, bravo, ja. Še kdaj? Lana, rada imaš pse in krompir, pa daš. A je to res? Še zmeraj? Ja. Kako pa to skombiniraš? Kako? Kako to skombiniraš? Nekoč je napisala, stara sem 18 let, študiram, obožujem potovanja, vendar ni nikoli dovolj časa, obožujem moderne sodobno umetnost, obožujem dobre filme, dež in krompir. Imaš ti dostop do njenega dnevnika? Potem pa nudimo skrbo za pse. Še zmeraj? Ja, še zmeraj. Sem je hotel za pse, ki gre ljudje. Za vašega kužka bom poskrbela kot za svoje razigrano samojedko. Če imaš samojedko? Ja, imam še zaenkrat. V redu. Veš, problem pri teh sodobnih medijih je, da pravzaprav tudi tisti, ki ne bi smel, pravzaprav zve vse v nas, ne. Tako, ja. Ja, ne. Čeprav je izključno delovne narave to, ne. Ja. Okej. Jaz mislim, da bi še nekdo nekaj vprašal. Ja, kdo bi? Jure Vergel je napisal v ta chat. Mene pa zanima se, da ta film, ki je iz Partisa dol snet, da ga vidim. Mikrofon mi nagaja, zato ne morem govoriti. A slišimo se? Film lahko pošljemo link, pač ni ga nikjer na internetu. Pa Dušan, verjetno boš pač ti lahko to poslal. Ja, jaz ga imam film, ker mi ga je Lana dala, obe verziji imam, se pravi brez zvočnega opisa in z zvočnim opisom. Miha Grum mi je dal film brez opisa. Odličen poznavalec filmov na AGRFT v knjižnici oziroma filmoteki dela, a ne? In tako da zdaj, če si Lana za to, da lahko jaz to komu posodim, dam film, seveda pod pogojem, da ga ne bojo naprej devali, a ne? Ja. V bistvu, lahko sam jaz rečem? Ja. Mitja, čisto enostavno je. Jure, samo na YouTube boš šel, odtipka ZDSS in v okviru tega današnjega Zooma... Ne bomo dali gor. Ne bomo dali filma gor. Aha, boš film črtal iz posnetka ven? Ja, film bo namali ven, ja. Okej, pa sorry. Tako da to... Včasih so bili filmi, Dušan z audiodeskripcijo so bili na zvezi društva celo, da se gledi. Smo jih lahko poslušali, gledali. Veš kaj, kar se audiodeskripcije tiče, je takole. Jaz sem bil v kontaktu z tole Menartovo in sem hotel, in seveda tudi z Matejo, ki me je povezala, in sem hotel, da bi zveza imela vse te filme in vse te dokumentarce, ki se jih predvajajo, da bi bilo tukaj v knjižnici, a ne? In se meni dvakrat sem kontaktiral s to Mojco Menart in je rekla, ja, da nima časa, da me bo ona poklicala,
ali pa da naj jaz pokličem čez ene pol leta. No, in sem to parkrat naredil in potem ni bilo nobenega odziva. Ne, in potem sem Ker en čas so bili filmi gor, ne? To je ta Menartova iz založbe. Ja, založbe, ja. Ne? Imamo tudi Mojco Menart na zvezi. Ja, tako, ja. Sem da ta Mojca Menart naša je ta prava, ona je pa priženjena. Ona je pa od pesnika žena. Aha, okej. Ja. Pa imamo tudi Menart Urščo, ne, ki je pa hči od pesnika in od Mojce, ne, Ja, ki je pa tudi igralka, režiserka. Ne. Skratka, Lana, a bi še ti kaj vprašala slepe? Recimo, zdaj imaš izjemno priliko, da ljudi vprašaš, da ti odgovorijo na kako vprašanje, ko te muči, ker namreč, kakor se z njimi pogovarjam, vsaka slepota, vsaka slabovidnost je različna. Specifična, ja. Ne? Z veseljem bi Reči različni, smo tudi slepi različni. Saj to je samo ena tista lastnost, ostalo je pa itak vse osebno. Tako, izvoli, Lana. Tako v hecu se tudi nastajanje slepote in slabovidnosti je bilo pri vsakem pač drugačno, ne, tako, prehod v slepoto, tako da tudi to so pol drugačne zgodbe pol tudi, ne. Ja. Čakaj, da vidim, no, a bo kdo, oziroma Lana, povej. Izvoli. Jaz bi rabila zdaj res iti. Jaz upam, da to ful ni problem. Zame je ura že 5:11, no, pa imam naprej stvari danes. Bom pa, če bom pisala ta scenarij, bom verjetno imela tudi se vprašanja glede izgube vida, no, sploh za Luja, no. Ok, dobro, jaz bom pol danes prej končal, običajno se še kako uro dlje pogovarjamo, mi bomo mogoče še ostali. Lana, jaz se poslavljam, ja. Lana, vi lahko komod ostanete in se pogovarjate v filmu. Lana, jaz imam še en dolg do tebe, tako da te lepo prosim, pridi sem v knjižnico na eno kavico, bom zelo vesel. Prav, velja, v naslednjem tednu, ki se nas pusti. Ja? Daš se pa nikomu pozdrav, ne? Velja, bom. Vem, zakaj si Jureta. Jaz bom pa Simčeta Tanška pozdravil na delo, ki se vidva. No, prav, velja. Sem pa videla tisti članek v časopisu. Je bil dober, ne? Ja, super. Ja, v redu. Ja, veš kaj je, to je pa tisto, ne, če novinar zna delati, potem je tudi članek dober. In če zna režiser dobro delati, je tudi film dober. Sem te lepo pohvalil. Dobro, tukaj bomo končali. Lana, hvala ti, vidiva se. Hvala za povabilo, ja. No, pa ko bo spet kak nov projekt za slepe, pa dej poklič me, pa da naredimo spet kak Zoom ali pa celo, če bo se dalo v živo, da se dobimo, ne, to bi bilo še pa najboljše. Ja, to bi bilo res najboljše. Ja. Okay. Ja, prav, najlepša hvala za povabilo. Ja, lep dan. Adijo, mahamo si. Živo. Jo.